Dober dan in dobrodošli v novem tednu. Ura je malo čez 12, itak zjutraj sem valjda kofe, vlog, tale od prejšnjega tedna nalagala, posodo pomila, posesala, zložila pariv, jedla, kar ulil se je. Današnji citat: bodi zadovoljna s tem, kar si, in se ne obremenjuj s tem, kar bi po tvojem moral ali morala biti. Ja, res je. Včeraj, ko sva bili Saško na tem boljšem sejmu, sem se spomnila, da sem še en prsten kupila, sem se ga dala torbico, pa sem pozabila na njega. Živjak. Pa če ni lep. Tale je bil pa... tale je bil pa malo več, mislim, da bi 4 evre. Ta je imela po moje še najdražje stvari. Ta gospa je imela tudi ful hude zapestnice, kao kamni, ampak ne mi govori, da so kamni, kam vem, da niso. Tudi po 4 evre sam nisem hotela, ker imam že preveč zapestnic pa tega. Da, zdaj se bom pa jaz počasi preoblekla. Zdaj smo na enega bliču. In grem delat, sem popoldne. Matka čuva, ko smate otroke pri sestri, ker so šli oni na morje. Živali so pač pustili doma tudi beluči. Tako da bom šla en dan do njih, da bom jaz beluči. Seveda ne verjamem, da ne bo lajala na mene. Pa bomo videli, kakšna bo. Zdaj, ker ni mami. Pa ne vidimo. Dobro jutro. Nisem si kavico naredila. Kako da vas gleda tole. Našla sem en ful hud recept za hitri... Ja. Testo. Sicer čokolado moraš kao lepo razrezati, jaz sem tako še odprej, ampak dobro se sen. Tako da se moram tega čim prej lotiti, zato ker se mi pol itak ne bo dal. Koliko je pa dežval, mislim pa to je noro. Zdaj imam stroj zaprati, 2, če mi bo uspel sploh. Kaj imam že napravke, ampak ne vem, če mora to vse skup. Pa rada bi knjigo že dokončala, tako da... Res, čim se mi knjiga vleče, in tako 3 dni se kar končati jo moram. Ja, pravilno se reče pain au chocolat. Skratka, v pečici peče se, tako da držimo pesti, da bo uspelo. Tole pa sploh ne zgleda slabo. Ko mi čakam, da probam. Pozabila sem jih premazati z jajcem, tako da... Kar strah probati. Wow. Ni kot iz kakšnih res hudih
te pekarn. To bi bilo iz neke malo slabše pekarne. Ampak sploh ni slabo. Sploh se ni pritožujem. Ocenim 8 od 10. Prebrala sem knjigo Elizabeth Gilbert, Zavedno. Prav, prva knjiga Jej, Molly, ljubi, mi je bila itak vrhunska, 4 zvezdice sem ocenila. Tale mi je bila že slabša, mogoče, ker sem imela ful visoka pričakovanja. Se pravi, nadaljuje se o tem, ker spozna tega Brazilca, v katerega se zaljubi in se potem skup. Potem sta v bistvu prisiljena se poročiti, zato ker je on skozi šel ven pa noti iz Amerike. In potem ta Homeland Security, kako je to domovinska... Ja, urad za domovinsko varnost. Vsaki 90 dni je moral iti ven iz Amerike in to je seveda uradu za domovinsko varnost rad sumljiv in so rekli, pač ne morate tega več početi, ker on ni, on je Brazilc z avstralskim potnim listom. Ona Američanka in potem sta se pač bila prisiljena poročiti, ker se reka, da se nikoli več nota poročila, ne. No, glavno, in vmes med tem časom, ko sta ona da to rejala, sta morala iti ven iz Amerike, ker so njega dobesedno izgnali in sta potem pač potovala po jugovzhodni Aziji. Mislim, tako, potovala, pa se je že začela kregati, razne prepreke, birokracija, bla, ne. In potem po ne vem kolkem času, ima pač končno rata. Sem knjiga dejansko o njunem življenju še najmanj govori. Tle je ful poudarka na poroki, ker ona je potem brala različno literaturo, knjige o poroki v zahodnem svetu, potem tudi v Aziji ima spraševala, koliko imamo tako različne poglede na to. Ne bom zatle niti kaj povzemala. Vsebno zanimivo, itak videti, kako so pač te naše prednice. Ja, no, kako je bilo zanimivo, na kakšen način so se ženske pač poročale in tako naprej, no. V bistvu je največ poudarek tega, še najmanj o njenem življenju, tako da zato mi ni bila toliko zanimiva, ker sem imela res ful visoka pričakovanja, zaradi prve, tako da jo ocenim s 3 zvezdicami. No in pol se končno poročita, tudi v hišo kupita, ampak slučajno, zanimalo me je, kakšen je, kako izgleda, zato ker je bolj tako, se ne izpostavlja javnosti, ker ona je znana pisateljica in je pač se izpostavlja javnosti. In potem pogooglam in vidim v bistvu, da so se ločila. Mislim, da po 10 letih, ker je ona spoznala, da je zaljubljena v enega prijatelja. Mislim, se ne vem, zakaj sem razočarana, se to je pač njena stvar, ne, konec koncev, ampak tako, ko bereš vse to, pa res, čez kakšne prepreke sta morala iti, da sta se pač, da sta se poročila, da sta ostala skup, da sta se sploh vse to uredila in pol se pač spet ločita. Mislim, sej, če ne gre itak, ne, ampak tako, pač ful mi je, ne vem, smešno ali kakorkoli. Tako da ja, zavedno, lih ne bo zavedno. Odvisno od posameznika. Tako da ja, tele knjige ne obdržim v svoji knjižnici, tako da je da naprej, oziroma pač bom dala v te knjigobežnice, kakorkoli. Zdaj sem pa začela z novo o vlaganju in varčevanju, tako da bomo videli, upam, mislim, sigurno se bom kaj novega naučila, ampak upam, da bo zanimiv, da knjiga ne bo dolgočasna. Evo, sem ready za službo, sam še današnji citat preberem. Dokler se ne ceniš svojega časa. Dokler ne ceniš svojega časa, ne narediš nič iz njega. Kaj dobro. M. Scott Peck. Neč se vidimo. Lep pozdravček. Skoraj vsak dan grem mimo eno knjigobežnice in valjda, da bom pokukala, stari. In sem dobila 5 knjig. Alberto Moravia, Zakonska ljubezen, ne poznam, pojma nimam. Pot v izgnanstvo, sicer Sinovi velike medvedke, to je drugi del, tako da tudi ne poznam. Branko Bucalo, Ku Klux Klan, to bo zelo zanimivo branje. Janez Stanič, Grad kralja Matjaža, tle piše Mladinski potopis potovanja po Madžarskem. To bi to zna biti zanimivo. Andrej Eskubic, Norišnica.
A je to Andrej, zdaj sem ne smem. Le, še kazalo od beletrine, prav tole, original, lahko do. Ja, kazalo pa zmeri prav pride. Zdaj sem še par knjig naročila prek Amazona, tako da zdaj to pač počakam, da pride in potem ne smem več zapravljati prek Amazona, ker sem že preveč denarja jim dala. Tudi nočem kupiti knjige, same iz knjižnice, ali pa tako, kaj najdem, če mi nekdo da, ne itak, drugače pa pač res ne, ker je treba pač paziti na denar. Zdaj bom tele iz Bošjaka, pa tele današnje, dala sem v tole škatlo, ker jih mama preveč raztresene in ja, se treba lotiti brati. Jutri se dopoldne dobim z Julijo, greva v Cankarjev dom na Fuhud razstavo, pa pač še malo okol, ker se tudi tako dolgo nismo videli, pa bili konkretno skupaj, ne, ful smo bili zdaj zadnje čase na hit, ker smo se težko zgradili, pa v knjižnico moram iti, po Millerja moram iti, par stvari, ki mi je zmanjkalo. Danes sem toliko utrujena, v bistvu, zbudila sem se enkrat sredi noči, ker je začelo deževati, ker sem morala prepreti okno, ker je mansarda, ne, in pa začne kapljati, če ne zapreš. Sem danes kar pijana na službi, v službi se mi zdi tako, kar malo motična, kje sem. Pa ful dela, pa ful naporni ljudje. Moram iti čim prej spat. Veš, ko imam kričečo oranžno kapo in pa zadnjič Saško, ki mi je posodila džins, ker je to huda, ampak je ne najdem nikjer. In pa mi je prav, da ima še tole in mi je danes prinesla in dejansko je toliko huda. Pač ful mi je boljša, nevtralna je, ful ne maram une oranžne, ker enostavno preveč izstopam, jaz pa tega nočem. Pa še na busu pa tako, a ne. Tako da jej! Moram me vprašati, če bo bežala ono mojo, da bo blagovna menjava. Viš, to je ekološko. Kako so paren. Kjer lep razgled iz name. Hi. O moj bog, kako je lepo. Dobrodošli v centru, kjer je milijon turistov. In mi dve z Julijo. In zdaj gremo čez dež. Področje z lastnim vremenom. Greš? Greš? Oh my god! O, grozno!
Ne boš verjela, ki sva. Se pravi, pod arkadami, tam bolj na začetku, je Julija pač našla tole hudo. Da se res kot turist počutim. Kakor izgleda fajn. Pač gospa takrat se ni počistila mize. Pa se ne maram pritoževati, ampak pa ful smrdi po ribah. Tako da... koliko je vroče. Čin. Nina. Ja, ja. Evo, dobrodošli v Ljubljenki, ker smo en teden nazad odprli novo trgovinco v centru Ljubljane, tako za kakršnekoli darilca. Lepo dobrodošli, najdete Nila, ročno izdelano kozmetiko, keramiko, nakit in pa upcyclen tekstil. Tako da dobrodošli. Kjer je tvoj najljubši? Mislim tako, kašmir med poletjem, pa topo objem. Ja, topo objem imam jaz. Pač topo objem, je pa bolj jesensko, zimski, ki ima bolj tak topo sladek. Ampak od masel pa trenutno vanilja, pač ker sem taka malo vanilja. Tako, ker je res toliko nežen, kot en tak a treat. Bolj je nežna, ja? Čist nežna, taka malo sladka, pol pa ananas, no. Ananas je tudi tako za poletje perfektno. Ananas, a si probala ananas? Res prav ananas? Hudo! Ja, zmanjka mi je ban za not, ker to moram še narediti, ker tudi imam sam te lip scrube, pa kakšne paketke moram narediti. Evo, tega imam jaz. Vsak dan. Lep pozdravček! Ja, včeraj potem sem šla delati in nisem nič več snemala, je dragi prišel pome, tako da z Julijo so se imeli res ful lepo. Mi da so bile skupaj ene 5 ur. In nam je bilo tako dobro, ful nam je hit minil, ko mi sem bila ono, še 2 uri, še ful časa, pa ono, da moram iti, ne. In pa se je bila ona, lahko preživiva skupaj dlje časa, tako da tudi ne izgledava lahko. Tako da ja, se pravi, šli sva v Cankarjev dom, na to, da razstavo Nick Brand, na Podčju bo dan, tako da res ful priporočam, ful je huda razstava. Je sicer zelo mehna, kratka, mi da sem imela ful predstavo, da bo tako večja. Tako da to mene pol ure, smo vse šli čez, pa še pač fotkali so se pa snemali, tako da je bilo res ful hiter. Pa so šli še jest, a ja, še predtem so šli v R&B, bom dodala fotko, jedli sva ful dobra limonino rezino, ki je celo veganska, pač ful dobra kava, pač meni eden ljubših placov v Ljubljani, ne se vsi tja navaliti. Kaj so še delali? Pa so še malo vmes v kakšno trgovino skočili. V Namo smo šli, ki je že res kar tako boga, ful že spraznen, kaj tako, ne vem, zapirajo, bodo prenavljali, kaj jaz vem. V Millera smo šli, v Bohol, a ja, v knjižnico sem si imela sem eno knjigo rezervirano, pa sem še za eno vedela, da hočem, in pol najdem še knjige od Bukovskega. In valjda, da zdaj imam toliko tle knjig, da res moram brati. Ok, zdaj pa sledi Miller Hall. Kapsule, tlele sem še eno brezkofeinsko vzela, ker sem opazila 2 kavi, max na dan, 3. je že, včasih ful težko zaspim. Robčki, no jih ene dam v torbico, ker to pa pri meni obvezno mora biti. Tale pena za obraz, morska sol, pa me reka Julija, da mora biti jodirana, tako da jodirana je. Dale bom pa sem. Tole sva porabila, se odpre in jo bom noter stresla in zakon. Ker tako malo lepši izgleda, kakor pa tale. Potem imam tle tekoče milo za roke, ga bom precedila v eno ta manjšo kamava, ki mi je taka ful lepa, tako da sem lahko vzela tako. Tole je pa še šampon za tuširanje, vsega mi zmanjkalo. In zdaj lahko dam en tale prazen, sem porabila Le Petit Marseille.
tole je oljčno olje, oziroma da pravilno rečem, se v slovenščini itak da ni, oljčni list, olive leaf, ja, oljčni list. To je pa najslabši šampon, kar sem ga v življenju uporabljala. Tok čuden von, pač meni olivc diši, oljčno olje diši, tole pa tok čuden von, da smo ne znam opisati in pa ful je tak, ne vem kako bi opisala, redek, ful se napen, pa jaz uporabljam ono gobico, ker se ti pač šampon spen in ful sem ga mogla dati, da se je sploh kaj spenil, da pač imaš ono občutek, da si se lepo stuširil in sem ga ful hit porabila, tako da katastrofa, to nikoli več ne kupim. Katerkoli von, nikoli več, res katastrofa. 1 od 10, resno. In pa še par knjigic. Takole dam samo predogled. Bolj podrobna razlaga pa, ko preberem. Tole sem našla od Ane, kaj že, Ana Schnabel, ki je dobila krstnika in pomedar, da je kar našla sem v knjižnici, noro. Joj, ful, hoče mi to špara odnesti eno vrečkico, eni gospe, ki skrbi za macice, za mucke, prosto živeče mačke. Ampak v Ljubljani je Lida Žvalka, smo se vozili nazaj, tako da se bojim, da bo to sem prišlo, ampak nič ni videti. Ko bi še rada kavo prespila, ful sem utrujena, tako da, ne vem, kaj čem najprej. Ura je 4:30, tako da... V bistvu moram dati stroj prat, te stvari zritati, perilo, si narediti zjesti in v bistvu sam počivati, eno knjigo dokončati, ki se počasi in težko prebijam, pa tole pospraviti. Tako. Vidiš, da je Nespresso ima pri teh brezkofeinskih nek tak znakec, da pač veš, da je brezkofeinska. Tama, sorry, ima napisan. Sam, da bom imela posebej, kvačam. Samo ne vem. Jezus, kaj je to? Se dejansko se bom zdaj naredila brezkofeinsko. Jep. Bom riskirala in bom šla zdaj, kar deluje zelo sočno. Tako da ja, skočim v špara, vzamem sladoled, če bom našla kaj pametnega, kugitev. Pa ja, pač pridem nazaj in spijem kofe, da se zbudim, stari moj. Pa 2 še citat sem dolžna od 2 dnevov. Ker želim biti seveda transparentna. Včeraj sva bili še v Rozari. Jaz sem vzela tele superge, zato ker rabim neke superge, ker imam samo ene in jih non-stop nosim. In malo so že znusene, tako da pač so se mi zdele ful lepe. 30 €. Ima pa Zara zdaj novost in sicer ne izdajajo več tiskanih računov, ampak ga lahko dobiš v spletni aplikaciji ali pa na telefon. Pač poveš svojo številko, dobiš message in recimo, če hočeš za vračilo, imaš pač vse tam, tako zanimiv. Ja, saj se ve, jaz ne podpiram H&M-a, Zare, ampak kdaj, če pač kaj najdem, bom kupila, ampak bom kupila stvar, za katero vem, da jo bom res nucala, Super, pač res nikjer nisem našla second hand in to je to. Pa rabim še par bombažnih majčk, ker sem ugotovila, da imam ful poliester majic, kar je po tej vročini neznosno. In bom brez slabe vesti, sem si že naročila, Pa ugotovila sem, da imam v bistvu poletnih stvari imam po moje več kot po polovico second hand, tako da jej. Zimskih malo manj, ko mogoče nisem šla na toliko zimskih izmenjevalnic, ne vem. Oziroma sem še ful stvari od srednje šole, tako te neke z dolgimi rokavi, tako nič posebnega. Skratka, ja, šla sem v špara, odnesla sem eno vrečko za gospo, za macice, pa kupila sem še mačjo hrano tudi, da ne, valjda. Povzela sem še par stvari, Kinder, kaj že to, Kinder King, ful dober.
tiramisu, ker je bil request, prav za šparo tiramisu. Mars sladoled. Imel sem unga Ferrero, 4 kosi, ampak ni do cene. In mi se hodila zeti, koliko je tale stal? €1,70. In pa cookie dough. Piškotak je moj najljubši. Moram iti v Hoferja, ki malo cenej. Hofer mi je malček dalj, pa ne hodim tja. No, dajmo še včerajšnji citat najprej. No, cel poskusni na televiziji gledati kaj drugega. Naši možgani se razvijajo pri odkrivanju česa novega. Sploh ne gledam televizije, jaz se v sobi nimam in je ne rabim. Itak imaš YouTube, ali tako da. Mene je ful smešno, fotor pa imate TV dol in pogledate YouTube. Pač na TV-ju. Ne, meni je to tako smešen, stari. Mislim, se na TV-ju to nič pametnega ni, a ne. Današnji, bodi prijaznejša do sebe. Evo, spet prijaznejša, a ni bolj prijazna. Potem pa dovoli svoje prijaznosti, da preplavi svet. Pema Chodron. Tako. Da se ga pa prevleč in ohladiti, skulirati, počivati, gledati YouTube. Prebrala sem tole knjigo Vlagaj, samo vlagaj, Nick Maggiulli. Nasveti za varčevanje in pametno ravnanje s prihranki. Knjiga mi je bila, kaj pa vem, ne vem, če sem se kaj novo naučila, ampak mi je bila tako malo strokovna in sem tako pogrešala leposlovje. Malo sem jo težko brala, ne vem, ni toliko dobra, kot sem pričakovala. Model je pač iz Amerike, se pravi, rabila bi bolj specifično, recimo za naš trg, da bi se res, da bi pač imela jasne odgovore, no. Ko sem bila mlajša, sem pobrala strokovne knjige, ne za faks, potem o osebni rasti, ampak zdaj sem v takem obdobju življenja, ker hočem brati samo leposlovje. Ne bom me cenila, ker je strokovna in ko mi čakam, da grem na leposlovje. Prebrala sem poezijo od Maruške Padar, Zase in zate. Mislim, malo mi je bila cringe, to moram priznati. Kakšne so mi bile lepe, kakšne ne. Sem pa ugotovila, da se malo ponavljajo tele ilustracije, kakorkoli. Ne samo pri njej, ampak tudi druge. Jaz sem pač odkrila takrat Rupi Kaur, oziroma ki mi je sestra kupila njeno poezijo in sem po zadnjič nekaj gledala in sem videla, da se ful ponavljajo te kratke poezije. Mislim, si tudi sama pišem poezijo, ne, in tle imam zelo sprintano svojo poezijo, ko sem jo danes šla sprintati. In prav moram izjemal čez, da vidim, ja, ne vem, no, zame poezija je kot neka zgodba, ne pa ena stran mir. Ne, to so mi bile bolj take motivacijske, no, kakor pa poezija. Mislim pa sorči, to je moje mnenje, 3 zvezdice ocenam. V bistvu, kako sem jaz zvedela za to knjigo. Zadnjič na Instagramu vidim oglas za to knjigo in valjda mi je bila tako všeč. Grem gledati ceno, čakaj, koliko je cena, saj sem videla. Med 25 pa 30 evri, no, vsej. In sem na ono, malo mi je drago za poezijo, pa to itak prebereš res takoj, a ne. In potem sem se spomnila, da bom jaz pogledala v knjižnici in valjda, da je, a ne, in ja. Tu zdaj sem toliko knjig, so imele razne založbe, Beletrina, pa Sodobnost, ful neke akcije in to je res 100 knjig sem našla in sem si lepo zapisala, pa če nisem našla 30 knjig. A si zdaj predstavljaš, koliko keša bi jaz dala, če bi to kupila? Ok, Sodobnost je imela nekatere knjige po 7 evrov, Beletrina pa tako 20 evrov plus. Koliko keša si v bistvu prešparaš, če v knjižnici vzameš? Tako da ja. Dober dan, lep pozdrav. Z dragim greva do moje sestre, oziroma pač matka je tam, ki čuva, ko imate otroke. Tako da bomo videli Beluci, bomo videli, kako se bom našala, ker ni mami doma. Upam, da ne bo lajala, bomo videli. Danes mi je Julija prinesla tole knjigo, Dnevnica Mandele, ful debela, mislim, da ima okoli 70 strani. Ampak
to sem rekla, to bom jaz dolg brala. Pa še tole sem pol v knjižnici kupila, Zgodovina človeštva, Henrik Willem van Loon. 2 evra, old school, ampak nekaj tazga sem hotla, pač mi se fume pritegnila. Iz leta 65, mladinska knjiga, zanimivo. Ne vem, ful je huda, no. Tako da ja, zakon. Ok, zdaj sem prišla, da vidimo, kje so otroci. Beja, ljubi! Ne lajat! Haci! Ja, ni mami, ja, vem, da ni mami. Mišek? Ja, Beja moja, a prideš gor? Beja, vem, da ni mami, no. Haci! Mišek? Dobro, no, Bela, v redu je. Ja, Muca, v redu je. Hvala. Haci, Bela. Kje pa Mišek? Evo. Shit. A ja, Mišek je tudi to. Z Belo. Si jo ljubi? Ja, v redu. Ja, dober je, no. Mišek. Zdaj sem pa dol. Lega, zdaj me ni nikogar. Kje si, Misek? Ne vem, kam se skrila za druga 2 otroka. Kako me Mišo gleda, da me prvič vidi. Misek! Čist je zblojen. A lega, lega. Gospa je šla mim. Smo dojela. Bela? Beja? Beluci? Ok. Hači je tam, sem ga videla z WC-ja. Da vidimo, če je gospa Beluči. Beki? Kje si, ljubi? O, Misek! Tebe pa dolgo nismo videli. O, ja! Ja! Kje je Hači? Kje je Haci? Miša, kaj delaš, Miša? A, Muđa, kaj delaš? A prideš gor? A prideš men? Ne, pusti čebelco, pusti čebelco. Ne, pusti to, Bela. Misika moja. Zdaj bom pa res odprla vrata. Izvolite, dober dan. Beki. Jezus. Oh my god. Kje ste? Beja, kje si? O bože. Haci. Žujo, Beki. Ne se bot, Muca. Pa zakaj? Ljubi. Ljubi. A prideš, ljubi? Se pa boji. Ljubi. Vidiš, da ni noč.
Misa, pa sej se me spomniš. Jaz sem tvoja teta. Kako miluška, da moj bog. Gdje gremo jesti? Njama, njama? Bo dala babi za jest? Ja, Misa. Boš jedla? Pridi, bo se s hačijem jedla. Dobar dan. Ja, koliko sem zalivana. Danes sem frej, hvala Bogu. Tako res mi paše. Tako sem dolgo spala, ker sem bila res utrujena. Hodila sem mislim, par dni nazaj sem razmišljala o nekem izletu. Pa sem na ono, ne da se mi po eni strani, po drugi strani nared doma, brala. Itak je dež, tako da lepo doma. Še kaj opraviti tle, pa brati. Tako da si imam kavico skuhala. Dobro jutro. Lepo zdrav. Ura 10:01. Naredila sem si zajtrk. Tlele sem namazala maslo in marmelado. Jaz se tega načeloma nikoli ne spomnim narediti. Jaz to zmer samo jem, ko sva nekje na počitnicah, v hotelu. Je to tako moj najljubši zajtrk. Sprav maslo, marmelada na kruh. Nekaj najboljšega. In zdaj berem eno knjigo, kjer pač točno to jejo in sem launo, moram tole popraviti. Ja. Najprej ti preberem včerajšnji citat. Sprejmi se, rada se me in hodi naprej. Če bi rada poletela, se mora znebiti tistega, kar te vleče k tlom. Ja, ful dobro. Današnji. Izberi stvar, ki jo moraš narediti in opravi. Tako jo boš spravil z mentalnega seznama nujnih opravil. Ja, to je pa res. Zdaj bi pa še tole probala. Teja je napisala request za tale tiramisu špara. Sicer ne vem, če bo to videla, ker to je komentirala na šorcih, ampak nima veze. Še par requestov imam in bom izpolnila, ker so mi v redu stvari, dobri requesti. Sam pač rado ima časa. Sonček. Že postaja vroče. Ok, da vidimo. Pa tako no, ful je sladek. Ful se alkohol čuti. Osebno se alkohola 2%, ampak jaz ga toliko čutim. Ne vem, ni mi toliko všeč. Prav peče me. Ko sem pojedla tiramisu, sem ratala toliko zaspana, da sem na stolu zaspala za ene 15-20 minut. To se mi že dolgo zgodilo. V glavnem, potem sem skočila v špara. Kupila sem bananos. Tele žemljačke za pripraviti, ko so mi res toliko dobre. Kroketi kilski, ki so bili v znižanju. Koliko so te zmrzene stvari ratale drage. Oh my god, res. To je tako nenormalno. Kruhovi cmoki 10 €. Pač sladoledne, to sem že debatirala. Ta malo boljši, bolano. Pršut. Čevapi. Mesek se mi je, tako da mogoče si to pripravim, ali pa bom imela za jutro, bom videla. A ja, pa še tile frutabelčke, gozdni sadeži. In pa, kaj je tole? Jagoda. Po se mi všeč te sadni. To je pa to. Laura je že parkrat napisala request za tres leche cake, tako da evo, se bom končno lotila. Tlele imam sestavine in tako naprej. Zdaj moram jajce ločiti, pa držimo pesti, da uspe.
Dober. Upam, da ni premehan pekač in da ne bo šlo vse čez. Koliko je mehko. Pečem čevape. Zdaj imam čevape in pa tele krokete. Njam. Prebrala sem novo knjigo, Preden se kava ohladi, Toshikazu Kawaguchi. To sem ful videla na BookToku in povsod in potem sem jo servirala in v bistvu je ful dobra. Japonski avtorji so zelo zanimivi. Avtorji, avtorice. Tle govori o tem v eni kavarni, kjer se lahko vrneš v preteklost. So določena pravila, ki jih ne bom zdaj pojasnjevala. Tle je pač par zgodb, ki pa so potem med seboj povezane. Se pravi, lahko se vrneš v preteklost, natočijo ti kavo in kavo moraš piti, preden se kava ohladi. Zdaj, koliko je to časovno, mi ne vemo, ampak vemo, da je pa zelo kratek čas, ne. In pored tem, da ti itak ne moreš nič narediti, sedanjosti s tem ne spremeniš. Se pravi, vse stane, kolikor je. Zdaj, zakaj pa to grejo? Pač le različne razloge imajo. Nekdo pač, ne vem, gre tja v preteklost, ker želi neko pismo videti. Potem na koncu gre to oseba v prihodnost in je v bistvu ful zanimivo. In potem se tudi tako zgodba zaključi. Ful je zanimiv, zanimivi liki, ful te pritegne not, tako da ja, ful priporočam. Ocenam jo, sem res razmišljala o ceni 4 zvezdicami, ja, tako. Tako da, jej! Zdaj pa nova knjigica. Zdaj imam ene par iz knjižnice, tako da moram pohiteti, ker imam ponedeljek moram iti po novo, ker je pač ta ena, ki sem jo rezervirala. Dajmo zdaj dokončati tale tres leče. Biskvit je pečen, toliko je fluffy, rahel. Zdaj moram vse zmešati mleka pa smetano in namočiti. Pol v bistvu najbolj, da pustim čez noč v hladilniku, no. Pa še eno vprašanje bi odgovorila, ki jih je Neja postavila. Masko za obraz imam tle. Kolaček. Zdaj ga moram z vilico preboditi, zato da se bo lepo upil. Kondenzirano mleko. Kva dober. Ne bom vse uporabila. Kje pa še lahko uporabiš kondenzirano mleko? Moram malo recepte pogledati. Mleko. Malo sladke. Skozi prihajajo čebele, muhe, ose. Zdaj gre pa to v hladilnik, da se res dobro namoči. Piše vsaj za 1 uro oziroma idealno čez noč, tako da po moje bom res čez noč pustila, bom videla, no. Koliko bom hotela probati. Pa upam, da bo uspel. Ok, Neja je postavila par takih zelo dobrih vprašanj, bom poskusila odgovoriti. Kako si se spremenila v zadnjih 10 letih in kaj je ostalo nespremenjeno? Ja, v 10 letih sem se zelo spremenila, se pravi to
od mojega 28. do 38. Je ful razlika, že ful je razlika od 20 do 38, normalno, a ne. Mislim si, če se ne bi veliko spremenila, bilo kar malo čudno, a ne, ampak z delom na sebi, a ne, edino prav in se moramo rastati, samo na boljše iti. Zdaj, kaj sem se spremenila, nisem mogoče več toliko avanturistična, se kar opazila, včasih bi tako ful več potovala, zdaj sem že kar koliko bo to vplivalo na moje počutje, ker vem, da bo pol na koncu dneva utrujena kot pes. Tako svašta. Sicer ja, je pa tudi to povezano zaradi tega, ker mi gužva na živce, ko včasih ni bilo toliko folka. En je tako že to prvo, kar me je ostalo. Potem recimo, da sem bolj samozavestna, da sebe bolj sprejemam. Tule imam zapiskeno, zato tja gledam. Mogoče se ne sprejemam čisto v celoti, ampak se trudim. Pa tudi sebe bolj spoznavati, kaj je meni všeč, kaj meni ni všeč. Katere so tiste stvari, ki res izhajajo iz mene, ne pa iz družine ali pa družbe. Tako da ja, ful je tudi to se mi zdi pomembno, da sam sebega spoznaš. Ja, tle se res trudim, da se ne ukvarjam s tem, kar si kdo misli. Seveda, te negativni komentarji, to je ful težko, ker dragi hejterji, tudi mi smo ljudje s čustvi in nas te stvari prizadanejo. Gledam, če komaj. Zakaj je isto? Obožujem knjige, mogoče še bolj. Še zmeraj imam rada pico. V bistvu, kaj sem tako sprejela na sebi, da sem zelo čustvena, na momente zelo občutljiva, emotivna. Včasih sem tako videla to kot nekaj negativnega in sem bila, zakaj sem tako občutljiva? Ampak zdaj pa to sprejemam kot del sebe, a ne. In skoraj ni filma, da jaz ne jokam na koncu. Vem pa, da moram še veliko delati na sebi, absolutno. Ful sem razmišljala o tem vprašanju, ker se mi je zdel res toliko dober, ampak po drugi strani bi mogoče kdo drug znal ful bolj odgovoriti na to, ampak dobro, ne bomo zdaj. V bistvu, kdo me toliko časa že pozna, dejansko so moji, a ne, starša pa pač sestra, se ostali pa niti ne, a ne. Ne morem za tega bivšega vprašati. Mogoče sem ratala na momente preveč resna. A ja, pa to sem se spomnila. Anksioznost se je še povečala in ne zmanjšala. Nažalost. To pač je nek tak del, ki ni najbolj pozitiven, ampak ja, pač moram sprejeti del sebe, da sem zelo anksiozna, da me različne stvari triggerajo, da sprožijo to mojo anksioznost, ampak se pač poskušam tega takrat zavedati v trenutku in nekako to, ena youtuberka je to dobro rekla, se bo minil, a ne, vsakič, ko je ta anksioznost, se bo minil, a ne, v tem smislu, kako je že ona to rekla, čas mine, nekaj na to temo, tako ful dobro, da si samo okej. Ampak recimo, ko govorimo o izletih, ne, zadnjič mi prav dragi, gremo na neki izlet, je bila čisto nova destinacija in sem kar anksioznost me prime in sem oddaj to. Pa se zmeraj imela ti neke metuljčke, greš na novo destinacijo, ampak zdaj pa prav anksioznost. In pol včasih se moram res ko prav okej, grem, kar malo prisilt, da grem in pol itak zmeraj vse kul, ampak tako, koliko zanimiv, res koliko zanimiv. Obstaja kakšna odločitev, za katero si danes hvaležna, čeprav je bila takrat težka? Ja, najprej bom šla v tej karierni smeri, da sem zaprla SP, ker tik pred zaprtjem sem bila normalno, ne, povezan s sramom, pač ni mi uspel, tukaj je uspešnih ljudi, meni pa pač ni uspel, zapiram SP. Vem, da je to brez veze, ampak takrat sem tako se počutila, ampak pol je pa dejansko sledilo olajšanje. In vem, da je bila to zelo dobra odločitev in ne vem, če bi se še dal odprla SP. Mogoče, če bi bilo res kaj tako, ne. Na osebni ravni pa to, da sem šla iz prejšnje, zelo, zelo toksične zveze, ki je bilo ful težko iti ven, ampak sem najbolj hvaležna, da sem šla stran, ker to je bilo pa res.
nikoli tudi ne govorim preveč o tem, ker je to meni še zmeraj traumatično in boleče, ampak ja, iz toksičnih vez je treba iti ven. Vem, da je težko, predvsem je težko za ženske, ki imajo otroke, pa če niso mogoče finančno stabilne, to je ful težko, pa midva pač, hvala Bogu, nima otrok in s takim človekom tudi ne bi želela imeti. In pa še zadnje vprašanje, kaj je zate bolj pomembno, čustvena varnost ali svoboda ljubezni? Zdaj ne vem, če jaz jih razumem to vprašanje, ker jaz sem to vprašanje tako, kaj bi se to sploh pomeni, a ne, kaj to meni lahko pomeni nekaj, drugemu pa čist nekaj drugega, ne, ker jaz to lih ne ločem, sem pač mnenja, da imaš lahko oboje, se pravi, da se čustveno počutiš varno ob ljubljeni osebi, da lahko vse poveš, a ne, brez strahu, v smislu spoštovanja, recimo kot tvoj varni mehurček, ne. Svoboda ljubezni pa zame pomeni, da če se jaz odločim, da bom nekaj počela, naprimer, a ne, snemanje videov in da me moj dragi ob tem podpira, a ne, in seveda jaz ne za njega pač karkoli počne. To je meni svoboda ljubezni, ne svoboda, da jaz skačem okoli, imam odprto zvezo, to absolutno ne. Ja, da pač podpiraš en drugega, ne, se pravi, čustveno varna pa to, da si res sproščen ob svoji osebi, da lahko vse poveš kar s spoštovanjem, kar si misliš, tako da ne, tako si jaz to interpretiram in ne ločem tega med sabo. Tako da ne vem, pa tudi napišeš v komentar, kako ti gledaš na to. Tako da ja, to so pa ta 3 vprašanja. Ne, ja, upam, da sem ti kaj pametnega odgovorila, čeprav se mi ne zdi, da sem, ampak upam, da je bilo vsaj kaj koristno. Če pa še kdo želi odgovoriti na ta vprašanja, pa seveda napiši v komentar, jaz bom ful vesela vsakega odgovora, novega pogleda, karkoli bo zelo dobrodošlo. Tale ledeni čaj sem včeraj našla, Pitaya Dragon Fruit, z mešanimi sadnimi sokovi ter okusi pitaje. Malo sem ga probala, pa se mi je zdaj dober, ampak da vidim še enkrat. Zdaj ga imamo hlajenega, čin. Mislim, ful mi je dober, tako zelo nežen, tak nek saden okus. Niti ni podoben ledenemu čaju. Meni je ledeni čaj dober. Brusnica? Ne vem. Ja, zanimiv je, no. Tak zelo nežen, kot tam. Sicer ja sladek, ampak... Koliko se ga bo ulil? Noro. In ulil se ga je. Po moje bo morala zapet okno. Pustinina moram zamenjati. Jutro na ure 10. Zdaj greva v Kranj na kavico. Ful sem zalimana. Ful se je ohladilno, se je ful fajn. Sedeš v dnevnih, za zdaj bomo pa videli, kaj bo. Dobrodošli v Kranju. Evo, lih dober mesec nazaj so bila tle. Tako zanimivo. Sva v Kranju in greva na drugo destinacijo. Ful bo lepo. Dobrodošli na Šmarjetni. Prišla sva še do Valterja. Uganka bo medla, začne se na Č. Pa sva doma. En dan res moram iti v Kranj, ker imajo tam second hand, ful poceni trgovino, res moram iti prečekirati. Pa antikvariat imajo, ker sicer danes delu, ampak pa so šla na Šmarjetno, tako da. Ne, pa v Fragmente moram iti, to knjigarno. In v Fragmentih, tako kot sem že takrat enkrat omenjala, imajo te knjige, ki si lahko vzameš. Tako da sem vzela Alex Kama Devetak, nedaleč, taka zelo kratka knjiga, pojma nimam, ne poznam. In pa tole Mednarodna uspešnica. Christina Hopkinson,
kupne vlake po stopnicami, dnevnik Bridget Jones za generacijo poročenih, tako da me ful zanima, hudo. Tako da res ne moram iti en dan v Kranj, pa tudi te knjige, ki jih pač ne bom brala, no, ki jih ne bom držala v knjižnici odnesti. Ja, pa so še na Šmarjetno, je bilo še malo tako vreme, tako, pa self-service imajo tam, tako da mi je kar včasih je bilo ful boljš gor, no, to vem, se spomnim. Pa se razjasnili in bil ful lep sonček in je bilo ful bolj fajn. Potem sva šla še v Dasislalter, ne, tako kot sem omenila. Čevabi itak ful dobri, ful prijazni, delajo 3 fantje, ful mladi, jaz bi rekla tam okoli 20. Toliko prijazni, delovni, to so imeli toliko dela, se pravi folk, volt, klice, tako in so vse tako lepo z lahkoto opravili, kot da res vsaka čast. Zdaj pa počivati. Pa ja, noč sej, nič posebnega nova počela. Tako da bova ja počivala, ki je gledala, še kakšno kavico spila. Sam še današnji citat, preden pozabim. Če se želimo čustveno dobro počutiti, moramo poskrbeti zase. Sam Owen. Skuhala sem kofe. Dajmo zdaj probati resleče. Ja, vem, da tle mora biti še nekaj na vrhu. Ne znam narediti karamele in se tudi ne bom mučila. Sladko smetano bi lahko, no, pa dobro. Čeprav dragi rekel, da je malček suha. Suho. Kaj je zdaj? Še morava zaliti. Ne moram verjeti, pa sem mislila, da sem ful dala, ampak ne. Očitno treba še. Ja, kakšni deli so bolj namočeni, kakšni manj, ampak ja, ni to. Se že tle takoj vidi, ni to, ne. Zdaj sem še preostanek kondenziranega mleka zdala noter, pa sem ga malo lezla na žlico. Kako je to dobro. Tako da zdaj bom še enkrat prelila resleče. Drugač biskvit kot sam po sebi sploh ni slab in je ful dober, samo moram ga še namočati, ja. Tako da to bom pol jutri provala in bo pol v vlogu naslednji teden, tako da evo, vsa tok. Okupala sem se, nosi so že dosti suhi, začeli deževati, špegli. Načle bom zaključila vlog, še en dolg vlog, upam, da ti bi všeč. Hvala, da si tle, hvala, da gledaš, rada te imam in se gledamo naslednjič. Imej lep teden.